Darilo v obliki prostega vstopa na materinski dan je tokrat v Ljudski vrt zvabilo tudi večje število pripadnic nežnejšega spola, ki so poskrbele za še lepšo podobo tribun na igrišču, pa so svoj del naloge spet odlično upravili izbranci Darka Milaniča. Ob četrti zaporedni zmagi za povišanje prednosti in dodatno otoplitev v Mariboru na +18 smo dobili še novega člana vijoličastega kluba 100, saj je Aleš Mejač dočakal jubilejni 100. nastop za NK Maribor. Slavljenec je bil tudi edini novi član začetne enajsterice v primerjavi z derbijem v Ljubljani, zavzel je mesto v obrambni vrsti, višje na desni strani se je preselil Milec, ki je s podajo proti Velikonji poskrbel za prvi poskus ogrožanja celjskega gola, a je pravočasno posredoval vratar Kotnik. Etienne Velikonja se nato znašel na mestu, kjer ni tako pogosto. Oziroma je le ob prekinitvah. Po neprevidnem posredovanju Romiha v mariborskem kazenskem prostoru je obležal na tleh, saj ga je celjski igralec z nogo zadel v obraz. Počakati je bilo treba na zdravniško oskrbo, k sreči pa se je šlo brez resnejših posledic. Velikonja se je lahko vrnil na igrišče in se že v prvi naslednji akciji vpisal med strelce. Obrestoval se mu je pritisk na vratarja, ki je odlašal z izbijanjem žoge iz kazenskega prostora po podaji Kapiča. Ko jo je Kotnik nato želel poslati proti soigralcem, se je že pred njim pojavil Velikonja in spretnim odzivom poskrbel, da se je žoga odbila v mrežo. Zelo dobro nam je uspelo. Od samega začetka se je videlo, da so fantje z mislimi v igri. Tekma je bila od samega začetka zelo dinamična, nasprotnik nas je prisilil z visokim presingom, da odigramo tudi kakšno žogo po zraku. Tako da nam ni dopuščal veliko igre po tleh, vsaj v prvih minutah. Upornost nas je nagradila pri prvem zadetku. To se je enostavno moralo zgoditi, kajti Etienne vrši res izreden pritisk na branilce nasprotnika. Potem pa je bilo v principu vse lažje. Vodilni gol je bil uvod v prijetno nogometno popoldne, ki je minevalo ob enosmernem prometu. Ekipa je pokazala, da je vzela tudi tekmo proti Celjanom zelo resno. Po kotu, ki ga je izvajal Milec, je Velikonja pred golom usmeril žogo do Volaša, njegov poskus pa je ustavil vratar Kotnik, ki se je že začel oddolževati za prejšnjo napako. Videli smo tudi akcijo s 3 poskusi v celjskem kazenskem prostoru. Najprej po kotu Cvjanovića z glavo Potokar. Žogi je pot v mrežo preprečila vratnica. V nadaljevanju do udarca Filipović, tokrat v celjski obrambni zid. Med pravim obleganjem pa žoga še enkrat do Potokarja, ki je nameril proti levemu spodnjemu kotu. Celjski vratar pa je z uspešnim posredovanjem odbil v kot. In Kotnik je pred odmorom uspel še enkrat preprečiti povišanje vodstva. Mertel in Cvjanović sta pripeljala žogo do Vilerja, ki je opazil, kje je Milec. Po povratni podaji je sledil dober sprejem. Milec se utresel spremstva, prišel do udarca, toda izkazal se je Kotnik. Goran Cvjanović, strelec na zadnjih 2 tekmah, ni želel spreminjati navad. Najprej z glavo ni zadel cilja, ko mu je z desne strani podal Milec, žoga je zletela že s prečko. Že v naslednjem poskusu pa je zadel 3. zapored. Po podaji Vilerja na rob kazenskega prostora je Velikonja usmeril žogo proti Volašu in Cvjanoviću. Volaš se je zagradil, Cvjanović pa ob celjskih branilcih pozorno spremljal let žoge in jo spretno potisnil mimo vratarja čez golovo črto za novo veselje. Navdušenje na tribunah se s tem ni poleglo. Avtor poteze za 2:0 je nove aplavze izzval z atraktivnim vložkom v akciji, ki bi si zaslužila razplet z golom. Začelo se je pri Mertlju, po mojstrovini Cvjanovića pa je Milec, ko mu je Volaš pomagal sprostiti pot. V nadaljevanju sam pritekel pred vratarja, ga ob soočenju skušal premagati z lob udarcem, a je žogo usmeril čez gol. Vendar na nadaljevanje učinkovitega niza ni bilo treba dolgo čakati. Tavares in Viler sta spretno kombinirala v kazenskem prostoru. Vilerja je centrih ustavil s prekrškom in sodnik Čeferin je pokazal na belo točko, hkrati celjskemu branilcu še rumeni karton. Vlogo izvajalca 11-metrovke je prevzel Tavares in natančno poslal žogo v levi kot, vratarja pa v nasprotno stran. V
V 73. minuti poseben trenutek z novim mejnikom. Prvič na igrišče Petar Stojanović, 16-letnik kadetske selekcije, ki je priključen članski ekipi. Postal je lastnik majice številko 30 in pogumno začel novo zgodbo v vijoličastem. Občutki so bili fenomenalni. Malo je bilo treme, sam publika mi je pomagala, so me spodbujali in zato mi je bilo lažje. Trema je hitro izginila, Stojanović in Tavares sta dobro sodelovala, v prodoru v kazenski prostor je pred obetavnim 16-letnikom posredoval Medved, končalo se je s kotom. Ko mu je trener dal znak, da bo vstopil v igro, je slovenski reprezentant selekcije U17 odločno stopil velikemu izzivu naproti. Prva misel ob vstopu na igrišče pa je bila: Ja, da bom čim boljše zaigral in probal zabiti gol. Čeprav so večji del tekme ostali v podrejenem položaju, so Celjani vztrajali in v končnici dosegli namen vsaj častnem zadetku. Najprej se je z zaporednima posredovanjema Handanović postavil kot zadnja ovira, po drugem udarcu Bezjaka je žogo odbil v kot. Po kotu pa se je v gneči žoga odbila do Krajcerja, ki jo je uspel potisniti v mrežo za končnih 3:1. Učinkovita tekma s številnimi atraktivnimi potezami se ni mogla končati drugače kot s skupnim slavjem moštva in navijačev. Iz tekme v tekmo dokazujemo, da smo trenutno najboljša ekipa v Sloveniji in da smo zasluženo prvi. In najboljša ekipa v Sloveniji take akcije izvaja in smo samozavestni, še posebej po tem derbiju, ko smo ga dobili v Ljubljani. In po novi zmagi prednost znaša že 18 točk. To je odraz naše ekipe.